Pri vodenju se večkrat pogovarjamo o tem, kaj pomeni biti dober vodja. In ljudje imamo seveda različna mnenja in poskušamo nekako zadeti, kaj je tisto bistvo dobrega vodenja. Nekateri recimo ugotavljajo, da je zelo pomembno, da se dober vodja razume s svojimi podrejenimi, da jim zna prisluhniti. Drugi menijo, da je ključen indikator tega, ali si dober vodja, ali je direktor s tabo zadovoljen. Ne? Tretji menijo spet, da dober vodja je tisti, ki ima nizko fluktuacijo, ki mu dejansko ljudje ne bežijo. Četrti menijo pa drugače. Zdaj, danes bi se jaz osredotočila na dva vidika dobrega vodenja, ki se meni zdita osrednjega pomena. Po mojem mnenju je dober vodja tisti, ki dejansko izpolnjuje dva ključna kriterija. Prvič je to, da dosega rezultate. Se pravi, dober vodja mora dosegati rezultate, če ne dosega rezultatov, ki so nekako postavljeni ali pa jih je postavil za svoj oddelek, potem ni dober vodja. In drugi ključni kriterij pri ocenjevanju, ali nek vodja dober ali ne, je seveda vprašanje, ali mu ljudje sledijo. To se pravi, prvič rezultati in drugič, ali mu ljudje sledijo. In ko se dejansko v te vode vodenja podajajo ljudje, ki niso tako izkušeni ali pa ki se prvič spopadajo z vodenjem, ponavadi ugotovijo, da jih na tej poti do tega, da postanejo dobri vodje, ovirata dve zadevi. Prva stvar, ki ugotovijo, da je tak velik problem, je, da imajo slabe ljudi. Da pač nažalost so se prav v njihovem oddelku zbrali slabi ljudje in da dejansko zaradi tega ne morejo uspeti kot dobri vodje. Druga taka napaka, nad katero tožijo ti vodje in ki pravijo, da je velik problem jih dejansko ovira pri tem, da postanejo dobri vodje, je pa sistem nagrajevanja. In pravijo ljudje, jaz enostavno ljudi ne morem stimulirati, naše plače so slabe in zaradi tega pač enostavno ne morem biti dober vodja. Naj vam takoj povem, da obe ti predstavi sta zmotni. Sta pa tudi najbolj popularni, najbolj pogosti pri vodjih, ki se dejansko šele učijo tega posla ali pa niso še tako izredno dobro zverzirani pri vodenju. Pa poglejmo mogoče malo natančneje obe ti zmoti. Se pravi, prvič, vprašanje, imam jaz prav slabe ljudi v mojem oddelku, se pravi, prav slabi ljudje so se zbrali v mojem oddelku. Če imate občutek, da imate slabe ljudi v svojem oddelku, potem dejansko je treba te ljudi zamenjati. Glejte, če vaši ljudje slabo delajo, sta lahko samo dva problema. Prvič, da ste jih napačno izbrali, ali pa drugič, da jih ne znate voditi. Ni možne nobene druge rešitve, nobene alternative. Se pravi, ali ste jih napačno izbrali in potem imate en problem pri kadrovanju in je pač treba kakšnega očitno zamenjati. Imate, ne vem, osebno napačnem delovnem mestu, ali pa imate osebo, ki dela ne zna upravljati, ali pa imate osebo, ki enostavno ni primerna za to delovno mesto, ki bi si želela tudi nekje drugje delati. Se pravi, en problem je mogoče selekcija kadrov. Če pa ugotovite, da ljudje so bili dobro zbrani, da selekcija kadrov recimo je problematična samo v vašem oddelku, v celotnem podjetju pa dejansko dobro deluje, da tam načeloma ni nobenih problemov, potem je mogoče res problem vodenja. To se pravi, takrat, ko ste zafrustrirani, ko mislite, da imate slabe ljudi v oddelku, da si nimate z njimi kaj pomagati, takrat se pomirite, usedite se in vprašajte se, ali sem jih napačno izbral, ali jih ne znam voditi. Tretje možnosti ni. In dajte poiskati odgovor na to vprašanje. Druga težava ali pa izziv, s katerimi se kot mladi vodje soočate, je pa seveda vprašanje denarja. V mojih izkušnjah in sistem nagrajevanja oziroma postavljanje sistemov nagrajevanja na tako moje matično področje, moja prva ljubezen, z njo sem se največ ukvarjala že takoj na začetku svoje kariere, v mojih izkušnjah sistem nagrajevanja ni nikoli problem. Tudi recimo pogledajte take toge sisteme, kot je na primer javna uprava. Nekateri oddelki v javni upravi funkcionirajo fenomenalno. Imajo ljudi, ki so blazno motivirani. Jaz sem včasih neverjetno presenečena, kako dobro funkcionirajo določeni oddelki v javni upravi, kljub temu, da je sistem tako tok in da se dejansko da zelo malo narediti na področju nagrajevanja. Ampak poglejte, v isti javni upravi obstajajo tudi drugi oddelki, kjer dejansko vodje ves čas starnejo samo, da se ne da ljudi stimulirati. To se pravi, razlika očitno ni toliko v sistemu, ker sistem je enak ali pa podoben, razlika je v kadrih, ki so mogoče v teh oddelkih, in v vodjih. Se pravi, spet,
Ali pri selekciji kadrov, se pravi, koga smo izbrali za to, da bo delal pri nas, ali pa kako jih jaz vodim.